Ko pri sebi opazimo pešanje sluha, je zelo pomembno, da se ne vdamo v usodo, ampak da takoj ukrepamo. Začetno izgubo kompenziramo z večjo pozornostjo. Bolj smo skoncentrirani, gledamo sogovorca, bolj se matramo, kar pomeni, da smo tudi ob koncu dneva bolj utrujeni. In ravno sluh, pa ne samo zato, da sliši, predvsem zato, da se odziva, da se izrazi, da je slišan, upoštevan, je neskončno pomemben pri preprečevanju demence. In ne samo demence, tudi neposredno pojav, se pravi resnih psihiatričnih obolenj je lahko povezan z slušno deprivacijo in seveda z nezmožnostjo odziva in odnosov posameznika. Če nekdo, ki ima občutek, da slabo sliši, pride najprej k nam, pregledamo, se pravi do bobenčka, slušno pot, ocenimo stanje srednjega ušesa in ga napotimo na pražno tonsko audiometrijo, kjer določimo prag zaznave frekvenco. Po pravilih zavarovalnice v govornih frekvencah, če je izguba nad 30 decibelov, mu pripada osnovni slušni aparat. Vse je novo, slišiš zvoke, ki jih prej nisi slišal, mogoče so kaj preveč na glas, nekaj te malo tišči, tako ga dučala, ampak potrebno se je navaditi, potrebno se je skoncentrirati na pluse, ki jih imaš. Po nekem tednu, 2 tednih nošnje aparatov se oglasiti ponovno k akustiku in mu povedati, kaj te moti. Govor je kovinski, nizki toni preveč šumijo in on bo šel v program slušnega aparata in bo to nastavitve prilagodil vašim željam. Izbira slušnega aparata je zelo osebna odločitev, mogoče primerljiva z izbiro čevljev. Nekateri si kupujejo lepe in neudobne, nekateri si kupujejo večne in drage. Tako kot vam pri čevljih ponudi poskuste, naredite par korakov, ravno tako akustiki ponudijo. Poskuste najprej z standardnim in potem vam dam nadstandardnega za probati in vi se odločite, ali si želite ta del doplačati ali se boste privadili na standardni slušni aparat. In žal včasih opažamo, da je videz večjega pomena kot funkcionalnost. Ampak ljudje se razlikujemo. Ker visoke pete vemo, da so samo za videz, superke pa samo za funkcionalnost. Pa vidite na cesti vse obutve. Ko se človeku pojavlja naglušnost, ali se težje vključuje v pogovor, da ne bi kaj zgrešil, včasih celo raje molči, da se ne usmeši, ali pa gre za to, da se ogiblje primerom, ko preslišiš kakšno besedo in potem v pogovoru preprosto ne moreš slediti več, ker ne veš, zakaj se gre. Ko dobiš slušni aparat, se oglasijo tudi drugi zvoki, ki jih morda že toliko let nisi slišal, da si že pozabil, da si jih nekoč slišal. Od šumenja rek, potokov, deževanja, groma, tiktakanje ur, žvrgolenje ptic, vse to se vrne in ugotavljam, da tudi drugi, ko pričnejo s slušnim aparatom uporabo, da jih to včasih celo bolj moti, kot pa to, da prej niso slišali. Ko začneš uporabljati pripomoček tudi kot slušni aparat, začne, kot rečeno, rezultate dajati takrat, ko ga nosiš stalno. In ko njegove prednosti spoznaš, začneš postajati odvisen od porabe slušnega aparata in takrat lahko rečemo, da si zmagal, ker te slušni aparat rešuje v zadregah tolikokrat, da preprosto brez njega ne moreš biti več. Samo v enem ušesu slušni aparat je skoraj tako, kot bi imel očala samo z eno dioptrijo. Bolj razumljiv je tvoj sogovornik takrat, kadar imaš ti v ušesu oba aparata. Samo sama navada, ali da rečem kar avtosugestija, da je to zato, da slišiš boljše, da boljše komuniciraš, boljše se obnašaš v družbi, je priporočljivo vsakomur,
da ga najprej striktno nosi 12 ur, razen po noči, in da mu daje potem aparat takšne rezultate, da mu prične postajati hvaležen. Če pa ta oseba z slušnim aparatom nima opazno boljšega ali pa zadovoljivo boljšega razumevanja enozložnic besed, zdaj delamo teste s stavki, potem, če je ta razumljivost pod 30%, mu svetujemo, če so ostale okoliščine pač ugodne, rehabilitacijo s polževim vsadkom, ne glede na starost. Ker če razume samo 30 besed z najboljšimi aparati, najboljše prilagojenimi, to še vedno ni dovolj. On je v bistvu odvisen od odgledovanja. Opažamo trend, da se recimo kar opazno starejši ljudje z izgubo sluha, ki jo navaden slušni aparat ne more premostiti, odločajo za polževe vsadke. V bistvu operiramo več odraslih, se pravi 2/3 odraslih, 1/3 otrok. Naša najstarejša uporabnica polževega vsadka je bila ob operaciji stara 85 let. In zdaj ga že 6. leto več kot uspešno uporablja, govori po telefonu z njim. Čas je dragocen, kar velja tudi pri rehabilitaciji sluha. Prej, ko se boste odločili za slušni pripomoček, boljše koristi boste imeli od njega. Zato ne odlašajte, ampak poskrbite za svoj sluh.